Nahajamo se na Linhartovem trgu pred Šivčevo hišo, kjer so pred občinskim praznikom odprli razstavo Ivan Ivačič, velika kuharska zvezda, prva kuharska zvezda televizijska, prav ob 100-letnici njegovega rojstva. Kaj vse pa vidimo v Šivčevi hiši, pa nam bo pojasnila Katja Praprotnik, kustosinja iz Radovljiških muzejev. Katja, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Ja, Ivan Ivačič je bil rojen sicer v Zdolah, vendar je preživel zadnja leta v našem mestu v Radovljici, tukaj je tudi pokopan, tako da je malo tudi naš. In s Posavskim muzejem iz Brežic smo se pravzaprav že lani dogovorili za neke vrste skupno razstavo, oziroma z razstavo so začeli v Brežicah že spomladi. Zdaj so pa del razstave preselili k nam v Šivčevo hišo. Del razstave o tem, kako je živel, oziroma o življenju Ivana Ivačiča v Radovljici, pa se bo selil v Brežice 7. oktobra letos. Ivana Ivačiča se spominjamo kot velikega kuharskega mojstra tudi iz televizijskih ekranov. Ja, Ivan Ivačič je bil že v 60. letih prava kuharska zvezda na televiziji Slovenija. Verjetno je prehitel marsikateri večji in bolj znani kuharski narod, kot smo Slovenci, pa vendar, zanimivo, že v tistem času smo imeli svojo kuharsko zvezdo. Pravzaprav je kuhal kot nekako doma v kuhinji, zelo sproščeno, tako da so bile oddaje zelo priljubljene. Vemo, da takrat ni bilo v vsaki hiši še televizijskega sprejemnika, pa so se gospodinje dobivale v hišah, kjer je bil, ponekod tudi v šolah, in si tam ogledale njegovo oddajo. Pa je bilo zelo zabavno, ko so te gospodinje komentirale njegovo kuhinjo. Namreč prvič je bil moški, ki je kuhal, drugič se pa niso vedno strinjale z njegovimi idejami glede kuhanja. Je pa znano tudi, da je Ivan Ivačič rad pri domačih gospodinjah se ustavil, preizkusil kakšno jed in seveda tudi pobral tiste recepte z veseljem in jih uporabil drugje. Bil je vsestranski, napisal je tudi kar nekaj knjig in te knjige so seveda še vedno na ogled, oziroma se lahko gospodinje še vedno iz teh knjig kaj naučijo. Ja, pravzaprav v marsikaterem slovenskem gospodinjstvu so še danes njegove knjige. Moram reči, da v muzeju želimo zbrati vseh 10 izvodov njegove knjige, nimamo še vseh. Pa moram reči, da je kar težko pridobiti knjige, ki so pravzaprav danes še vedno v uporabi, tako da tukaj nismo najbolj uspešni, lahko rečem, ker gospodinje se od knjig ne ločijo. Smo pa pridobili pred kratkim eno njegovo knjigo, ni najnovejša, je pa najnovejša pridobitev našega muzeja iz leta 1981. Moram reči, da je prav zanimivo branje, ne samo kot kuharska knjiga, je povsem uporabna še za današnji čas. Tudi kakšni nasveti so zelo uporabni. Omenili ste že, da se je ta razstava preselila iz Posavja, iz Brežiškega muzeja, in del razstave je ostalo v Brežiškem muzeju, del razstave pa je sedaj tukaj na ogled do konca letošnjega leta. In kaj vse ste spravili tukaj v Šivčevo hišo na ogled? V Šivčevi hiši se lahko ogledate kar nekaj njegovih predmetov. Namreč Posavskemu muzeju Brežice je sin Peter Ivačič daroval kar velik del predmetov, ki izhajajo tudi pravzaprav iz Radovljice, iz njegovega stanovanja tukaj v Gradnikovi ulici. Gre za osebne dokumente, fotografije, verjetno nam je pa še najbolj zanimivi so predmeti, ki jih je uporabljal za kuhanje, na kateri danes nam že malo manj poznani, ravno zaradi tega pa toliko bolj zanimivi. No, in vi ste se odločili, da predstavite eno izmed njegovih jedi, ki pa ni predstavljena, naj bi jo predstavil, mogoče bom izdala kakšno skrivnost, Uroš Štefelin. Ja, s šefom Štefelinom smo posneli pravzaprav čisto sodoben filmček, ko Uroš Štefelin
po receptu Ivana Ivačiča, iz knjige Ivana Ivačiča, kuha zdolsko gobovo juho, se pravi gobovo juho iz Dol, kjer je bil Ivan Ivačič rojen. In seveda tudi ob tem kakšen sodoben nasvet. Zanimivo, verjetno je dovolj zanimivega branja v teh knjigah, glede na to, da pravite, da ni to samo ena, tale, ki jo imava tukaj pred seboj, ste jo pridobili je iz leta 1981 in ima zagotovo kaj poučnega v tej knjigi. Ste jo že prebrala, Katja? Sem. Moram reči, da meni osebno je najbolj simpatičen tisti del, ko Ivan Ivačič deli nasvete, kako se gre v goste in kako se obnaša pri mizi. Samo trenutek, da najdem kakšen nasvet. Če gremo v goste, kadar si povabljen, pridi točno, raje kako minuto prej. S tem, da zamudiš, delaš iz sebe posebneža, gostitelju pa povzročiš dodatno delo. Opravičljivi so le resni izgovori. In takih je še nekaj nasvetov. Začetne jedi vzemi malo. Čeprav si lačen, sicer ne boš mogel slediti celotni pogostitvi. Jemlji od kraja in ne jej samo tistega, česar nimaš doma. Juhe ne srebaj in ne zvoni žlico po krožniku. Skratka, in tako naprej, kar nekih takih zanimivih nasvetov, ki so še jih, danes koristni. tako, ki jih lahko uporabi sleherni izmed nas. Ja, ki bi se jih še danes morali držati pri mizi. Bi se dalo poudariti še kaj posebnega iz te razstave v Šivčevi hiši? Seveda marsikaj se lahko spozna o Ivačiču, mogoče bo zanimivo to, s komu se je družil, koga vse je poznal, namreč bil je zelo družaben človek. Mogoče, da še poudarimo fotografije z Titom, namreč ob posebnih priložnostih je kuhal tudi za predsednika Tita na Brdu ali pa na Brionih. Tako da tudi to se da pogledati. Moram pa še nekaj poudariti, to še ni konec tega projekta, 7.10. nadaljujemo v Brežicah, kjer se bo dalo pogledati tudi ta film s Štefelinom. In tudi tukaj še ne bomo zaključili, še vedno pozivamo Radovljičane in okoličane oziroma kdorkoli ga je poznal, če nam pove kakšno anekdoto, kakšno zgodbo, kaj vse so skupaj doživeli, ker vemo, da je bil zelo družaben človek, rad se je družil, rad je zbiral recepte, tako da, če ima kdo kakšno zanimivo zgodbo o Ivačiču, ga bomo zelo veseli. No, zagotovo je treba poudariti, kdaj je odprta ta razstava, kdaj se jo v Šivčevi hiši lahko ogleda. Vsak dan razen ponedeljka od 10 do 12 in od 17 do 19. Hvala, Katja, za ta vaša pojasnila in predstavitev kuharskega mojstra še vedno Ivana Ivačiča ob stoletnici. Hvala tudi vam.